Pozdravljeni na pogovorni postaji, ki poteka v okviru 37. slovenskega knjižnega sejma oziroma letos slovenskega e-knjižnega sejma. Moje ime je Boris Kern in bom danes povezoval pogovor o tem, kako lahko znanstvene rezultate tudi na igriv način predstavimo javnosti. Ker se bom pogovarjal s kolegicama in kolegom iz Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU, kjer vsi delujemo, se bomo tikali. In naj vam kar predstavim naše goste. Z nami je kolegica z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, doktorica Simona Klemenčič, sicer etimologinja. Danes pa nam bo predstavila igro za pametne telefone Besedoboj, ki je nastala v okviru projekta Franček, jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in šolski slovar slovenskega jezika. Potem je z nami kolega izredni profesor dr. Dan Podjed, antropolog, tudi sodelavec Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU, v zadnjem času tudi pogost komentator družbenih pojavov. Raziskovalno pa se posveča razmerju med ljudmi in tehnologijami ter razvoju trajnostnih izdelkov in storitev po meri ljudi. In zelo po meri ljudi je tudi igra, ki nam jo bo danes predstavil, pri kateri je sodeloval, in to je umazana igra. In da sem igriv še naprej, Dan. To šalo sem pa že nekajkrat slišal, moram priznati, ampak vseeno, dober dan. In potem še docentka Saša Babič, jezikoslovka, folkloristka, ki raziskuje predvsem folklorne obrazce, to je pozdrave, kletvice, pregovore, uganke in molitve. Deluje na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU, danes pa nam bo predstavila zanimivo igro Pregovorni spomin, ki jo imamo tukaj, tudi zelo lepo oblikovana je. Naj povem, da je pri njej sodeloval tudi naš kolega z Inštituta za slovenski jezik, dr. Matej Metrc. Za to atraktivno podobo pa je poskrbela oblikovalka Nataša Vuga. Saša, kaj nam bo še povedala o tej igri? Pozdrav še z moje strani. Hvala za to predstavitev. In igra Pregovorni spomin je nastala nekako ob priliki 40-letnice ZRC-ja letošnji. Naša ideja je bila, kako nekako na igriv način predati naprej tudi arhivske enote, ki jih hranimo na Inštitutu za slovensko narodopisje. Torej na Inštitutu zbirate pregovore? Tudi. Seveda imamo ogromno zbirko, imamo približno 37,000 enot pregovorov. In iz teh enot smo zbrali po ključnih besedah tem, s katerimi se ukvarja ZRC, pregovore, ki bi bili primerni za tako igro spomina, torej precej klasično družabno igro. In tako je nastal spomin, na katerih imamo različne kartice. Mogoče delila z nami kakšno zanimivo kombinacijo? Najprej bom delila klasičen pregovor, brezmuje se še čevelj ne obuje. Gre za dve kartici, pri katerih prvi del je temnejši, drugi del svetlejše obarvan. Seveda, kot si omenil, pa lahko kombiniramo različne kartice v nove kreativne oblike, kot naprimer knjiga je pol zdravja ali več rok najboljše darilo. Sem našel recimo kar srce misli je najtežje. Tako, ali pa nihče ne pade v 9. vas. Dobro, zakaj so sploh pregovori pomembni in kako recimo mladi poznajo pregovore? Zdaj za raziskovalce seveda so pregovori pomembni, za folkloriste, zato ker iz njih lahko razberamo nekako svetovno sliko, ki ima posamezna družba o svetu, razberemo iz njih stereotipe, ki jih družba da v te kompaktne oblike. Kar se tiče samega poznavanja in rabe pri mladih, je pa tako v bistvu prek besedil poznajo kar nekaj pregovorov in ravno sodelavec Matej Metrc je recimo raziskoval pregovorni optimum, torej kateri pregovori so najbolj uporabljeni v današnjem času in pokaže, da marsikateri pregovor poznajo. Kar se rabe tiče pa seveda drugače. Starejši, ko smo, bolj se poslužujemo pregovorov, več jih rabimo, ker konec koncev gre tudi
na neki ravni to že za avtoritarni govor, vendar to je povsem druga tema. Tudi neka raziskava obstaja v zvezi z poznavanjem in porabo pregovorov? Ja, s poznavanjem in rabo pogovorov je delal raziskavo Matej Metrc. Sama sem pa delala raziskavo rabe pregovorov v slovenskem časopisju. Bila je primerjalna raziskava. In kakšni so rezultati? Z estonskimi in finskimi časopisi. Ja, v slovenskih časopisih so najmanj bili rabljeni pregovori. Največ so bili v finskih časopisih in tam je zanimivo tudi, ker so imeli oddajo, kjer je vsaka oddaja imela naslov z pregovorom. Dobro. Gremo kar k drugi igri, in sicer k igri Besedoboj. Torej gre za igro, pri katerih preko svojih pametnih telefonov igramo in četamo oziroma klepetamo s Francetom Prešernom, Lili Novi, Ivanom Cankarjem, Zofko Kveder, Valentinom Vodnikom in Srečkom Kosovelom. Simona, nam lahko kaj več poveš o tej igri? Si bomo pa zdaj pogledali še en posnetek, preden nam kaj več pojasniš, ki nam predstavi igro Besedoboj. Besedoboj je jezikovna igra za pametne naprave. Učence osnovnih in srednjih šol želi na zabaven način spodbuditi za jezikovne vsebine z besednimi igrami v obliki klepeta. V Besedoboju se spopademo s priznanimi slovenskimi ustvarjalci ali resničnim nasprotnikom v omrežju. Tekmujemo v navajanju besed, ki izpolnjujejo določene pogoje. Navajati moramo besede, ki se začnejo na črko, s katero se je prejšnja končala, samostalnike, besede, ki imajo več kot 6 črk in podobno. Pri tem nam umetniki zaupajo tudi marsikatero zanimivost iz svojega življenja. Trenutno v igri sodelujejo France Prešeren, Ivan Cankar, Lili Novi, Valentin Vodnik, Zofka Kveder in Srečko Kosovel, vsak z 10 igrami, ki se razlikujejo po načinu igranja in po stopnji težavnosti. Včasih lahko umetniki v igri navedejo besedo, ki je ne poznamo, zato smo dodali povezavo na portal Franček, na katerem si neznano besedo lahko ogledamo. Z vsako zmago se nam na račun doda nekaj cekinov, ki vplivajo na naš položaj na lestvici. Cekine lahko zapravimo v trgovini, za različne vrste pomoči ali za modne dodatke, na primer očala in slušalke. Z njimi in z različnimi možnostmi oblikovanja obraza, nosu, ust in pričeske oblikujemo svojo prikazno sliko. Igra je povezana s portalom Franček, na katerem lahko unovčimo v Besedoboju kupljene Frančkove žetone. S tem učence še dodatno spodbujamo k brskanju po portalu. Torej, nam lahko še dodaš kaj v zvezi z igro? Seveda. Besedoboj je nastal v okviru projekta Franček. Franček je mlajši brat slovarskega portala Fran, ki ga morda tudi že poznate. Franček je projekt, v katerem smo slovarske vsebine prilagodili učencem in dijakom osnovnih in srednjih šol, oziroma smo na nek način poenostavili za vse uporabnike. Franček je v uporabi že 2 meseca približno in je izjemno lepo sprejet, do te mere, da je bil v Bruslju predstavljen ob koncu predsedovanja Evropski uniji kot izjemno uspešen projekt in tudi po svetu zanj vejo in se zanimajo. Islandci recimo so se obrnili na nas, ker bi radi, da jih naučimo, kako se to dela. So zelo lepi podatki. Kdo konkretno je pa sodeloval pri igri Besedoboj? Idejo je podal Niki Bizjak. To je študent računalništva, ki je pri nas na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša sodeloval preko študentske napotnice z drugimi stvarmi in on je to predlagal. Gre v bistvu za čisto enostaven koncept igrice, v kateri en igralec pove eno besedo, ki se konča na neko črko, drugi pa potem s to črko nadaljuje kot prvo črko njegove besede, lahko pa sta 2 črki, kar je seveda mnogo težje, in potem lahko dodamo še dodatne omejitve, pri katerih mora biti beseda, ki jo imaš na razpolago, omejena z nekim določenim številom črk, ali pa nekaj sme biti noter, ali pa kakšna črka ne sme biti noter. Načeloma nas
potniki, torej slovenski avtorji in avtorice vodijo skozi 5 stopenj. Koliko so te stopnje res si sledijo po težavnosti, je težko reči, ker smo različni, različno delujejo naši možgani, seveda. To pa je ciljna publika? Torej, samo trenutek, da še povem, kdo je še sodeloval v tej igri. Torej, Janoš Ježovnik, tudi iz Inštituta za slovenski jezik, vodja leksikološke sekcije, je poskrbel za izvedbo, za to, da je igrica potem res dočakala, kako se reče, luč sveta. Zraven pa sva sodelovali še doktorica Duša Race, ki je prispevala vsebino in pa to zelo simpatično grafiko, pa jaz, ki sem brskala po najrazličnejših virih za, upam, da zanimivimi podrobnostmi iz življenja avtorjev. Torej ciljna publika? Ciljna publika. Načeloma smo sicer imeli v mislih učence in dijake, seveda pa je lahko ciljna publika kdorkoli. Če so vsebine predstavljene na poenostavljen način, to ne pomeni, da so samo za mlajše, seveda nismo vsi jezikoslovci, marsikoga jezik zanima in si rad, kako se reče, kravžlja možgančke z jezikom, pa ni treba, da je zaradi tega mlajši, ampak se pač v življenju ukvarja s čim drugim, kar je tudi seveda ideja Frančka, tako kot besedoboja. Gremo k tretji igri, ki ima malce provokativen naslov, in sicer je to Umazana igra. Na uvitku beremo, da so avtorji igre sicer Vincent Salén, Kamil Fronščak in Kamil Liščeko. Morda bi kdo zmotno mislil, da gre za prevod igre, ampak temu ni tako. Ne, igra je originalna in ti avtorji, ki so navedeni, so v bistvu avtorji igralne mehanike, to pomeni načina igranja. Zato, ker smo igro skušali narediti na tak način, da je čim bolj privlačna, da je dejansko lahko igramo večkrat, da je dovolj poglobljena, da pač da ni tako preprosta, kot človek ne jezi se, in to znajo narediti ljudje, ki se s tem ukvarjajo. Konkretno so to med njimi tudi študenti, čemur bi rekli mogoče poigritvene študije, gamification studies, mislim, da z Poljske, iz Krakova, in oni so se posvetili temu, kako igrati to igro, mi smo pa razvijali vsebine, torej kaj naj bo na teh kartah, katere so te akcije, s katerimi se potem podamo v igro, in smo razvili tudi sami, zato smo avtorji vsebine navedeni, pač člani projekta Nevidno življenje odpadkov, med njimi tudi kolegica Saša Babič, ki je se ukvarjala tudi z jezikovnim pregledom, in ji hvala javno za to, ker tega tudi ne smemo kar pomesti pod preprogo takega podatka. Igra skratka, torej igrajo podgane. Ja, mi smo podgane, ne? Tako, če dam vsakemu eno karto, ne? Se zdaj spremenimo mi v podgane, in jaz sem recimo Fabita, pogajalka, Koki, Buča. Okay. In vsaka podgana ima neko lastnost in potem te podgane v bistvu sodelujejo med sabo, igra je sodelovalna, ni tekmovalna, da naredijo čim več svinjarije v mestu. Podganam ni všeč ta ideja mesta brez odpadkov, zero waste. Ja, to jim je ogabno v bistvu. One si želijo imeti čim več odpadkov, zato ker je to njihov naravni habitat. In cilj igre je, da naredimo tako velik kup odpadkov skupaj z raznimi akcijami, svinjskimi akcijami, da se ga vidi potem z Lune. In akcije so različno ovrednotene, ene so 1 točka, druge 3, tretje 5, in tu sem zbral recimo teh par najhujših akcij, recimo za 5 točke vredna, da izvrtamo luknjo v jedrskem reaktorju, tako preglodamo, v bistvu podganice tako preglodajo luknjo, ali pa ustanovijo televizijsko postajo, s pomočjo katere dokazujejo, kako leni so smetarji, polovico bi jih morali odpustiti. Ali pa, ena hujših akcij, partnerju smo za vsako 5. obletnico kupili zlat prstan. In to se sliši zelo neintuitivno, kakšna smet je pa zlat prstan, ampak z vsakim zlatim prstanom v bistvu obremenimo planet in tistega, ki mu prstan damo, z nekaj tonami izjemno strupenih odpadkov. In to je tisto, česar se pravzaprav ne zavedamo. In seveda, igra je rahlo nevzgojna, tudi naslov je tak, umazana igra. Kaj pa je poanta, torej vendarle izobraževalni namen ali...
Ja, rekli smo, da je igra neizobraževalna, ampak tako na tak pritlehen način je izobraževalna. Ko končate igro, spet spregledate tisto, kar se dogaja okrog vas, začnete spet opažati smeti. Zdaj živimo v času covida, ko se fokusiramo predvsem na virus in smo enostavno spregledali to, kar se dogaja na našem planetu poleg pandemije, recimo podnebne spremembe, problemi z odpadki, ta kup odpadkov, ki jih proizvajamo na planetu, se neizmerno povečuje. Po podatkih Svetovne banke smo od 3,5 milijonov ton dnevno bomo kmalu prišli do 6 milijonov ton odpadkov, ki jih proizvedemo na planetu. In če ne bomo nekaj naredili, spregledali tega kupa, potem nas bo enostavno zasul. Tudi v dodatnih informacijah pri tej igri beremo, da je poraba odpadkov v zadnjih 100 letih narasla za 10,000%, da v oceanih vsako leto konča 8 milijonov ton plastičnih odpadkov in da ljudje vsako leto zavržemo 7,2 milijona ton hrane, od katere polovica povsem užitna. Torej, vendarle igra ima tudi nek edukativen cilj oziroma... Ja, seveda, se to pravim. Mislim, nočemo biti totalno nevzgojni in čeprav ime je tako umazana igra, tudi ko smo hoteli registrirati domeno dirtygame.com, torej za tujino smo ugotovili, da ta domena že zasedena. Prosim, drage gledalke, dragi gledalci, ne obiščite te domene. Mogoče tisti, ki si res želite, poglejte vseeno, ampak potem hitro stran. Ampak umazano je tisto, kar nas privlači. Umazanija je pravzaprav tabu, sploh v današnjem svetu. In sam menim, da potrebujemo neko ravnotežje čistega in umazanega v življenju. Svet ne more biti samo sterilen. Svet, če želimo, da je kreativen, potrebuje tisti kanček kaosa, da iz njega nastaja potem red. In zato ta umazana igra. In podobno kot pri besedoboju se tudi tukaj tujina zanima za to igro, kot slišim, se načrtuje prevod za angleški, za nemški trg, zanimanje so izkazali tudi Norvežani. Kakšna beseda še o tem? Ja, mogoče se drugje še bolj zavedajo tega problema, sploh na Norveškem so bili izjemno navdušeni, ker imajo tudi oni precej visoko so postavili to idejo v Oslu, mesta brez odpadkov, podobno kot Ljubljana, ki je bila leta 2016 tudi zelena prestolnica Evrope, je bil tudi Oslo in tam so rekli takoj, da potrebujejo tako umazano igro. Pa ne, da so Norvežani toliko bolj čistunski kot mi, ampak se mi zdi, da jim je bližje res ta koncept recikliranja, sortiranja tudi v gospodinstvih, ker sem preživel sam med to etnografsko raziskavo, ki je bila temelj za to igro nekaj časa pri neki gospe in ona se ves čas jezila na mene, ker sem narobe recikliral. Ker navade oziroma sortiral odpadke, ker navade pa niso povsod enake. Tudi načela so drugačna, recimo jaz sem olupke od limone vrgel v bioodpadke, ona se pa jezila, ne, kaj počneš, mislim, kaj je s tabo človek, to daš v navadne odpadke, drugače boš pokvaril kompostni kup, ali pa, ne vem, zmečkam papir, pomazan sem vrgel spet v bioodpadke, ne, kaj si naredil, to sodi v papir, to je papir, ampak pri nas pa ni tako, ne, in te navade, ki jih tudi vzpostavljamo z različnimi načeli, niso povsod enake in zato je treba, ko razvijamo take igre, imeti v mislih ljudi, torej, da niso vsa kulturna okolja enaka in je treba prilagoditi različnim okoljem tudi te izzive. Gotovo ne bo šlo samo za prevod, ampak bo v bistvu tudi neka prilagoditev. Vsakič je treba narediti v bistvu priredbo. Dobro, ko govorimo o predstavitvi znanstvenih del na način iger, kot so recimo družabne igre, aplikacije na spletnih telefonih, govorimo o tako imenovani igrifikaciji. Po mnenju ene vodilnih raziskovalk na tem področju, doktorice Jane McGonigal, lahko igrifikacija v povezavi z mobilno in digitalno tehnologijo bistveno pripomore k izboljšanju življenja in reševanju nekaterih družbenih problemov. Kje vi vidite vlogo igrifikacije v znanstveno-raziskovalnem delu? Mogoče Saša. Ja, meni se zdi ta igrifikacija oziroma poigritev odlična metoda, kako dati naše spoznanja, podati širši javnosti, ker jaz sem prepričana, da so ljudje zelo radovedni na vseh stopnjah svojega življenja in škoda je zadrževati te podatke zase. Znanost, ki je sama sebi namen, je neuporabna znanost. Zato vsekakor mislim, da prek igre lahko mi dosežemo ljudi
in jim konec koncev predamo vse analize in raziskave, ki stojijo za temi igrami. Kot je recimo Dan že zdaj razlagal na mal daljši način, treba je poudariti, da za vsemi temi igrami je veliko raziskav, veliko dela z ljudmi in s tem, ko jim damo nazaj, ne samo, da jih izobražujemo ali neposredno ali posredno, ampak lahko s tem spodbujamo tudi njihovo kreativnost. Kakšen komentar v zvezi z mestom igrifikacije v znanstveno-raziskovalnem delu? Jaz sem to rekla, da igra, kot sem že prej poudarila, ni samo za otroke, ni samo za mlade, ampak je tudi za vse generacije, je gibčnost možganov, učenje, raziskovanje, elastičnost, ja. Prej je to nekaj, o čemer moramo razmišljati in vsekakor dajmo si duška. Še posebej velja to za raziskovalce in raziskovalke. Jaz mislim, da smo mi prav homo ludens. Bistvo znanosti je, da se igramo. Igramo z podatki, idejami, da sestavljamo nemogoče stvari, tako kot pri teh pregovorih skupaj in potem časih nastane nekaj novega, kreativnega, da spodbujamo kreativnost pri sebi, da se povezujemo v interdisciplinarne ekipe. Jaz mislim, da je to v današnjem času izjemno pomembno. Problem pri poigritvi, kot smo jo poimenovali v projektu Drive Green, v katerem smo tudi sodelovala s Sašo po nasvetu Inštituta za slovenski jezik, pravzaprav, torej ta beseda je nastala v tistem projektu, ker smo rekli, da potrebujemo neko novo besedo, ne igrifikacija, ampak poigritev ni samo dobra, poigritev je lahko tudi slaba, posebej, če pretiravamo z njo. Ves čas nas obdajajo naprave, ki nam merijo korake, srčne utripe, koliko kalorij smo zaužili in če življenje preveč kvantificiramo, preveč poigrimo, pa to spet zgubi smisel. Lahko bodo neko trivializacijo. Ja, mislim, kaj mi to pomaga, da jaz vsak dan naredim 10.000 korakov. Prvič, kmalu se tega naveličam, ker to nima nobenega smisla. Tudi če na nekih navideznih razpredelnicah tekmujem z drugimi ljudmi, mislim, tudi sam ne nosim več te pametne ure, ki me je nekoč sledila. Mislim, da moramo narediti obrat prav v tem času digitalizacije od kvantitete k novi kvaliteti. Torej, da vsak korak, ki ga naredimo, tudi nekaj šteje, a pa vsaka igra, ki jo odigramo, da ima nek smisel. Tako smo v projektu Drive Green recimo skušali narediti ta zasuk od kvantificiranja sebe, Quantified Self je prav tako mednarodno gibanje, ki se ukvarja s tem, kako poigriti, kvantificirati vsakdanje življenje, od kvantificiranja nas in povezovanja na novi ravni. Tako da smo naredili pri razvoju tudi neke druge mobilne aplikacije na čelo indirektnih mikrodonacij. To pomeni, da za vsak vaš korak nekdo drug plača na dolgi rok. Recimo izzovete lahko neko znano osebnost, ljubljanskega župana ali pa skupino Bigfoot Mama ali pa Čaleta Saleta, kogarkoli že, da tekmuje proti vsem uporabnikom aplikacije v nekem izzivu, recimo v 14-dnevnem kolesarjenju. In če Čale Sale ali pa Zoran Janković kolesarita manj, mora Čale Sale potem izvesti nek koncert, Zoran Janković pa plačati iz lastnega žepa za obnovo kolesarske infrastrukture v mestu. Se Čale Sale in Janković odzvala? Ne, nista se odzvala, zato ker jih tudi nismo izvali. Naredili smo, razvili smo aplikacijo, jo tudi ponudili prek, tako da je bila javno dostopna, ampak ta naslednji korak je pa zelo težek, ker bi morali imeti medijsko podporo, bistveno večjo, tudi bistveno več sredstev na voljo. Zato mislim, da v te igre se pa splača vlagati, ker smo pa delali raziskavo po različnih mestih, v Newcastlu, Budimpešti, Beogradu, Ljubljani, kako bi ljudje to sprejeli, kako sprejemajo take ideje, aplikacije in jim je bila prav ta ideja zelo všeč, da naredimo obrat od tekmovanja k nečemu, čemur pravimo po angleško competition, torej sotekmovanje. Ne samo, da tekmujemo, ampak da tekmujemo proti neki osebi. In ne vem, jaz upam, da bomo imeli še kdaj priložnost bodi si to aplikacijo oživiti ali pa narediti nekaj novega, zaradi česar bomo izboljšali kolesarsko infrastrukturo in bo župan plačal iz lastnega žepa za to. Dobro, to bomo še videli. Koliko pa je igrifikacija sploh prisotna v slovenskem prostoru? Zdaj poznamo igro besed, pri kateri se preizkušamo o poznavanju najpogostejših besednih zvez oziroma kolokacij v slovenščini. To gre za projekt Centra za jezikovne vire in tehnologije. Kaj še obstaja za slovenščino?
V Sloveniji se mi zdi, da smo pri poigritvi teh gradiv, ki jih mi obravnavamo, precej na začetku, ampak smo dobro skočili in dobro začeli. V tujini so te igre mogoče že malo bolj zasidrane, ampak nič ne de. Mislim, da glede na število idej, za katere sem jaz slišala, tudi znotraj ZRC se nam obeta v naslednjih letih kar nekaj novih iger, tako analognih, kot naprimer Spomin, ali pa umazana igra, kot tudi digitalnih iger, kjer bo poigritev ali načina življenja, kot je Dan razlagal malo prej za projekt Drive Green, ali pa pač za učenje, kot je zdaj prav ta besedoboj. Če lahko še jaz dodam, pač spremljam tudi že dolga leta razvoj računalniških iger in to ni več tako enostaven postopek, kot je bil recimo v 80-ih, 90-ih letih. V bistvu gre zdaj za večje skupine, ki morajo imeti bistveno večje finančne vložke za to, da lahko neko igro razvijajo. To ni več, da bi bil razvijalec one man band, torej ena oseba, ki bi razvijal vse, ampak če želiš imeti grafično dokaj dodelano igro, je treba to narediti tako res detaljno in zato je vse, mislim, tudi v Sloveniji teh iger nastaja malo. Se pa bi bilo pa zelo zanimivo narediti nek pregled tega, kaj nastaja v Sloveniji in tudi uporabiti kakšne humanistične ideje in ideje z področja družboslovja. Jaz mislim, da nam tega manjka. Jaz mislim, da imamo super ideje, samo kako priti skupaj. Tu bi se morali več povezovati z računalničarji, z inženirji, z področja elektrotehnike, s tistimi, ki znajo razvijati tehnologije. Jaz mislim, da je tu prihodnost. In konec koncev tudi ZRC SAZU sodeluje vsako leto pri znanstvenih igralnicah, kjer na nek način tudi na poljuden način animiramo otroke, tudi tam se je rodilo že kar nekaj idej, tako da mislim, da ideje so, samo še realizacija. Realizirati je treba tudi v smeri nekaj bolj sistemskih rešitev mogoče. Dobro, v tujini je to vrstnih iger veliko. V pripravi za ta pogovor sem se pogovarjal tudi z raziskovalko doktorico Piret Volajt z oddelka za folkloristiko in tudi direktorica Centra za odličnost na estonskih študijah. Za estonščino obstaja cela vrsta iger, tudi med drugim tudi tako imenovanih drudlov, torej gre za neke abstraktne sličice, ki razvijajo domišljijo, nek ustvarjalen način razmišljanja in doktorica Volajt je povedala, da v Estoniji obstaja zelo tesno sodelovanje med raziskovalkami, raziskovalci in pa založbami in da tudi založbe same inicirajo sodelovanje. Kakšna je situacija v Sloveniji? Se založbe zanimajo za tako sodelovanje? Zaenkrat, če ni bilo večjega povpraševanja, ampak lahko smo optimistični, hkrati pa v bistvu mogoče gre izpostaviti to, kar je Dan tudi zdaj poudaril. To niso več tako zelo enostavni postopki, gre za cel proces, gre za sodelovanje in moja asociacija je bila tako, kot delamo sodelovalne igre, je naša sodelovalna predigra mora biti zelo močen faktor, da sploh nastane potem taka igra. To si lepo povedala. Nobene igre ni brez predigre. Tako. Ja. Torej, doktorica Volajt je omenila tudi zanimiv projekt, ki ga začenja in sicer razvijajo aplikacijo, ki bo zbirala meme in pa tudi grafite. Torej bodo uporabniki preko spletnih telefonov lahko prispevale slike grafitov in potem lahko tudi to služi za neko, analizo diskurza, analizo jezikovne krajine in tako naprej. Skratka, gre dejansko za, torej tudi stroka s tem pridobi nekaj, torej ni zgolj, da bi šlo za popularizacijo znanstvenih dosežkov, gre v bistvu za eno tako izmenjavo, kar se mi zdi, da je en odličen projekt. Dobro. Torej, na Inštitutu za estonski jezik tudi zelo sistematično skrbijo za igrifikacijo svojih del, tudi na Inštitutu za hrvaški jezik se s tem ukvarjajo in sicer so naredili neko igro povezano s slovarjem arhivistike, zato skrbi Josip Mihaljević, igre spomina, kvize, povezovanje slik in besed in tako naprej.
Tudi pri tujih slovarjih, ne, recimo na straneh slovarskega portala Merriam-Webster najdemo cel niz različnih iger. Kako se z igrifikacijo spoprijema Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša? Mi smo doslej recimo že izdelali kviz, v katerem so se uporabniki preizkušali v poznavanju narečnih besed, pa v poznavanju izvora besed, torej etimologiji, ker veliko idej je še v zraku in upam, da bodo prej ali slej lahko tudi realizirane, tako za digitalne igre, če sem prav povedala sploh, kot za namizne igre, ki upam, da se bodo tudi prej ali slej zgodile. Lahko še navede kdo kakšen primer dobre prakse iz tujine? Tukaj imamo nekaj teh estonskih iger, ne, kjer imamo tako pregovore kot te tako imenovane drudle. Tako, ja, jaz poznam pač predvsem te namizne igre in tukaj imamo več primerov estonskega dobrega primera, kjer v bistvu gre za zelo prodajane igre, in v katerih je gradivo iz muzeja za estonsko literaturo objavljeno. Torej imamo folklorne zgodbe, pregovore, uganke, potem te risane uganke in tako naprej. In to gradivo je uporabljeno tudi potem v raznih kvizih ali ugankarskih večerih in s tem v bistvu naredijo in popestrijo marsikateri tudi javni dogodek. No, meni je na misel prišlo to, čemur pravimo citizen science oziroma državljanska znanost oziroma ljudska znanost, mogoče na nek način. In to je nekaj, kar počnejo naši otroci doma. Namreč imam 3 otroke, fante, in ta srednji, ki je star 10 let, je tako zelo obseden z računalniki, tudi igrami, ampak se je priključil potem nekim tem mednarodnim igram, ki so namenjene reševanju kemijskih problemov, naravoslovnih izzivov. No, ker enkrat je celo zmanjkalo nam interneta zaradi tega, ker nas je vse priključil na SETI, to je ta program Search for Extraterrestrial Intelligence, in nam je pobiral vso pasovno širino, zato da je on reševal tam neke svoje znanstvene probleme. Otrokom so taki izzivi izjemno všeč. To, da vejo, da delajo nekaj pomembnega, tudi če je igra, da imajo občutek, da gradijo nekaj večjega, da mogoče bojo oni tisti, ki bodo odkrili nek glas iz vesolja, ki je prišel na Zemljo. Tako da jaz mislim, da se moramo tu bolj povezovati, postati bolj mednarodni, pa začeti sodelovati mladi in stari skupaj, zato da se učimo drug od drugega, ker prav otroci mene ogromno naučijo. Tudi to, kako se zabavati ob dobri igri, seveda. In verjetno eden od, ja? Počasi se moramo zavedati od tega, da kolikor javnosti damo, lahko tudi dobimo nazaj. To je nekaj, kar je pravzaprav nova stvar zadnjih desetletij, odkar imamo internet. Tudi na Inštitutu za slovenski jezik vidimo, da ne dajemo samo ven, ampak dobivamo tudi ogromno povratnih informacij, ker smo odprli to možnost, odprli smo vrata na slovaru, na portalu Fran, in dobivamo zelo veliko nazaj. Od predlogov za nove besede, do pripomb, do popravkov, ker včasih tudi kdo opazi kaj, česar mi nismo, do poizvedb, in presenetljivo malo je tu šuma, ljudi, ki pač bi se radi malo zafrkavali ali pa stresa slabo voljo. Večina jih je takih, da so zelo koristne za nas. To se pravi, da gre komunikacija, da gre učenje v 2 smeri, in to je odlično. To je tudi dobro, da se s tem konstruira neka kritična masa, ki včasih morda ki tudi umanjka. Dobro, smo na koncu našega pogovora. Verjetno te igre oziroma nek stranski produkt teh iger je tudi to, da se zbija stereotip znanstvenice, znanstvenika kot nekoga, ki sedi v nekih zaprašenih prostorih, kabinetih, polnih knjig, daleč stran. In virusov in daleč stran od svojih naslovnic, naslovnikov. Se strinjate s tem, je to nek stranski produkt igrifikacije, da se torej tudi podoba znanstvenice, znanstvenika nekoliko spreminja? Jaz mislim, da smo nekoč znanstveniki in znanstvenice imeli kar dobro oziroma drugačno javno podobo. Mogoče so znanstveniki kot Nikola Tesla znali predstaviti javnosti to, kar počnejo, na bolj zanimiv, igriv način.
Spomnim se tistega prizora, ko Nikola Tesla sedi na stolu, pa okoli njega švigajo strele. To je pač nekaj, kar še mene fascinira, otroke seveda tudi, taki prizori fascinirajo. In prav je, da znamo pokazati to, kar počnemo in da znamo na dovolj preprost način ljudem razložiti, kaj počnemo. Včasih se zavijemo v poplavo besed, ki jih ne razumemo niti sami in na ta način poskušamo prepričati javnost, da je to, kar počnemo, smiselno, pomembno. Kot je rekel Albert Einstein, ki ga vedno navajamo potem njegove citate, ampak mislim, da je ta celo resničen, rekel je, da moramo svet poenostaviti, ampak ne preveč. To pomeni, da lahko tudi z igrami svet poenostavimo, bolje razumemo razmerje med ljudmi, seveda pa ne smemo sveta banalizirati. To pa je druga nevarnost in to je tisti rob, čez katerega pa znanost seveda ne sme stopiti, da ne pademo v brezno preprostosti. Še kakšna misel za konec? Ja, jaz bi se kar na Dana navezala in verjetno nadaljevala tudi s tem njegovo misel, ker sem prepričana, da se strinja. Nobena igra ni zbanalizirana. Vsaka igra ima dobre podatke in veliko dela je tudi vloženega. Veliko vloženega dela in mislim, da misel vseh raziskovalcev je še vedno naredimo dan igriv na vseh nivojih in to je en od rezultatov. Simona, zaključne besede. Zdaj pa mislim, da smo že vse povedali. Ja, dajmo se igrati, ker se s tem učimo. Rastemo, spreminjamo sebe, pa tudi skozi igro spreminjamo svet in jaz bi rekla, da na boljše. In sploh se mi zdi, da v kontekstu jezika, mislim, da je zelo pomembno, da podamo tudi to načelo, oziroma da je treba imeti tudi igriv odnos do jezika, da ne gre zgolj za sledenje nekim pravilom in neko ukalupljanje, ampak da smo ustvarjalni v jeziku in s tem pozivom bomo tudi končali. Torej, hvala, ker ste nas spremljali in želim tako vam kot našim gledalkam in gledalcem en igriv teden.